Pred vami je klasična zimzelena naloga iz kadrovske službe. K vam je priletela Excelova datoteka, v kateri so v stolpcu zbrane EMŠO številke zaposlenih v podjetju. Kadrovska pa želi, da iz te EMŠO številke pridobite datum rojstva oziroma koliko je oseba stara na določen dan. Pa si poglejmo, kako je EMŠO številka sestavljena. Prvi dve številki v EMŠO predstavljata dan vašega rojstva. Če je dan enomestna številka, bo spredaj vedno 0. Torej, ko že vpisujemo EMŠO številko v celice, moramo biti pozorni, da je oblika teh števil nastavljena na besedilo. Kajti, če jaz napišem tukaj 0,8 in potrdim z Enter, dobim samo 8 in bom 0 izgubil. Če pa to isto celico oblikujem kot besedilo in zdaj vpišem 0,8, bo tale 0 spredaj ostala. Drugi dve številki predstavljata mesec, v katerem se je nekdo rodil. Naslednje tri številke pa leto, torej vidimo 976 1976. Če se pa nekdo rodil po letu 2000, pa bo imel za prvo števko tukaj 0. Torej 2001 2001. Vse naslednje številke, ki sledijo, nas v bistvu niti ne zanimajo, imajo pa nek svoj pomen. In iz te EMŠO številke bomo najprej v stolpcu B izračunali dan, v stolpcu C mesec, v stolpcu D leto, potem bomo vse to skupaj združili v datum rojstva in v stolpcu F še izračunali starost na dan, ki ga uporabnik vpiše tukaj notri. Dan in mesec rojstva načeloma nista problem. Začnimo z dnevom. Torej, ker vlečemo določeno število znakov iz leve, bomo zato uporabili funkcijo left. Če želite, si lahko za pomoč odprete tudi okno f od x, kjer vam bodo prikazani vsi argumenti funkcije. Kje se nahaja naše besedilo? Seveda eno na levo. Koliko število znakov naj pripelje iz leve? Rekli smo, da dan predstavljata prvi dve mesti v EMŠO, torej napišemo 2. In tukaj že vidimo predogled, da nam bo iz leve prinesel 0,8. Seveda, ker pa je tale celica oblikovana kot besedilo, v tem primeru seveda zato, ker ima same črke notri, ampak če bi jo oblikovali ročno kot besedilo, vrne tudi left funkcija tole v obliki besedila. Torej nam ni treba paziti, da bi nam tole 0,8 spremenil v dejansko samo 8. Ker tukaj notri zdaj dejansko ne bo številka, ampak besedilo. To je bilo relativno simpel. Kaj pa mesec? Zdaj, mesec ne moremo vrniti z funkcijo left, zato ker imamo spredaj dan. Zato bomo uporabili funkcijo mid. Mid funkcija nam bo vrnila število znakov nekje od sredine, določeno število znakov naprej. Določimo, odkot najemlje in koliko vnaprej najemlje. Odpremo f od x, besedilo se nam spet nahaja tukaj. Naslednji argument pa je, kateri je prvi znak, ki ga želimo zajemati. Na katerem mestu se nahaja. Dan rojstva zavzema prvi dve cifri, mesec se torej začne na številki 3. 1, 2, 3. Pišemo začetni znak 3. In koliko znakov naj pripelje iz tega tretjega mesta dalje? 2, ne? 1, 2. Pišemo številko 2. In podobno lahko naredimo tudi z letom rojstva, s tem, da se začne na 1, 2, 3, 4, 5 mestu in naj nazaj mid funkcija pripelje 3 cifre. Zdaj, kje pa je problem tukaj? Rekli smo, da letnica spredaj nima številke tisočletja, ne? Imamo samo 976, 981 in pa 001. Vsa rojstva pred letom 2000 bi to bilo easy peasy. Vzamemo številko 1 in jo dodamo k datumu rojstva. Ampak seveda, ker se nam EMŠO lahko pojavi tudi oseba, ki se je rodila po letu 2000, bo tale naša prva številka odvisna od katere cifre? Od te ta prve. Nastavili bomo torej nek pogoj. Če je ta cifra enaka 9, naj pripelje te 3 cifre, spredaj pa naj da enko. Drugače, če tale ni enaka 9, naj da 2. Torej bomo gnezdili if funkcijo ter mid funkcijo. Napišemo je enako, funkcija if, pa si odpremo f od x za lažji pregled nad argumenti. Torej, če je peto mesto enako 9, kako bomo pripeljali peto mesto tukaj notri v to funkcijo? Seveda z funkcijo mid. Torej, če je mid, pa da vidimo zdaj te argumente mid funkcije, kliknimo z miško tukaj na mid. Kot prej se naše besedilo nahaja
v stolpcu EMŠO. Prvi znak smo rekli, da bo 5. znak po vrsti, nazaj pa naj vrne samo en znak. Vidimo že tukaj predogled 9. Nazaj v if funkcijo se vrnimo kar s klikom tukaj zgoraj v vnosni vrstici. Torej, če je ta naša cifra, ki smo pripeljali z mit funkcijo, enaka, napišemo je enako, 9, ampak pozor, tukaj ne bomo pisali kot cifra 9, že vidimo, da nam da tukaj predogled, da je to false, da to ne drži. Zakaj ne? Rekli smo, da je ta celica oblikovana kot besedilo in da funkcija left in pa mit pripeljeta nazaj to našo številko v obliki besedila. Torej, 9 v besedilu in 9 kot številka ni enako. Zato moramo to 9 dati v narekovaje zgoraj. In že vidimo v predogledu, da je to res. Če je res, naj vzame te 3 cifre in jim spredaj da enko. To lahko naredimo na več različnih načinov. Lahko uporabimo funkcijo concatenate in vzamemo enka in mid tele 3 številke. Lahko pa z mid pripeljamo te 3 številke in jim samo dodamo s plusom 1000. V nasprotnem primeru pa jim dodamo 2000. Ta drugi način je mogoče bolj enostaven. Če je vrednost 9, naj naredi mid. Prestavimo se spet s klikom v to pogovorno okno za funkcijo med. Naj vzame iz stolpca EMŠO od prvega znaka 5 naprej 3 naslednje številke. Gremo nazaj v funkcijo in tej vrednosti, ki je 976, naj potem prišteje še 1000, da dobimo 1976. Drugače pa naj tej vrednosti prišteje 2000. Pa lahko v bistvu tole kar skopiramo, prilepimo dol in naredimo 2000. Potrdimo z v redu in vidimo, da nam daje Excel pravilne rezultate. Kako pa te vse datume združimo skupaj v en dejanski datum? Ne bomo uporabili funkcije concatenate, ampak funkcijo date, ker bo to dejansko vrnilo zapis, ki je v obliki datuma. Odprimo f od x in ta prvi argument je celica z letom, je torej D2, celica z mesecem je C2 in dan je B2. Potrdimo z v redu in že imamo datum v pravilni obliki. Vse, kar nam preostane sedaj, je, da izračunamo starost na naš določen dan tukaj v celici I1. To bomo najlažje naredili s funkcijo dateDiff. Ta funkcija v Excelu ni podprta, zato za njo ne bomo imeli pomoči, torej moramo sintakso vedeti na pamet. Napišemo dateDiff, oklepaj. Ta prvi argument je začetna vrednost, torej naš datum rojstva. Napišemo podpiče. Naš končni datum se bo nahajal tukaj v celici I1. To celico sem jaz že poimenoval, da ne bomo potem rabili fiksirati, ko bomo kopirali vrednost navzdol. Če želite vedeti več o poimenovanju celic, si oglejte video zgoraj. Naredimo še eno podpiče in zdaj bomo v narekovaje upisali znak Y kot razlika v letih, ker nas zanima samo razlika v letih od začetnega do končnega datuma. Ko to potrdimo z Enter, dobimo pravilne rezultate. Pa kar lahko upišete tukaj notri svoj EMŠO in lahko hitro vidite, če zadeva deluje ali ne. Hvala, da ste si vzeli čas za ogled tega videa. Vabim vas, da ga spodaj lajkate, ga delite s svojimi prijatelji ter se naročite na kanal, če še niste. Da pa zagotovo ne zamudite naslednjega, pa lahko Office tečaje poiščete tudi na Facebooku.